Dobro jutro vsem skupaj. Evo, ura je 8:30 v ponedeljek in midve sva nazaj z najnimi live. Kot ponavadi sva tukaj z vami Alja Podgornik, jaz sem po izobrazbi nevroznanstvenica in pa z mano je doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje. In obema vas skupaj že precej let izkušenj z naravnim zdravljenjem, osebnih, pomaganje drugim, tako da deliva z vami najne izkušnje, odgovore na različne vprašanja, da lahko vi svoje življenje izboljšate svoje zdravje, počutje, energijo in potem zaradi tega celostno boljše živite. Tako da, kot ponavadi, midve zbirava vaše vprašanja spodaj v komentarjih in vedno bova do njih prišle. Tako da, če vas karkoli zanima in če ste nama sledili zdaj že nekaj časa, veste, da odgovarjava na zelo različne vprašanja, lahko se povezavi z hrano, prehranjevanjem, gibanjem, dihanjem, res ogromno duhovnimi zadevami, duhovno rastjo. Tako da, karkoli vas zanima, dajte napisati in bova midve iz najnih izkušenj in pa predvsem iz znanja z veliko različnih disciplin vam probale ponuditi nek celosten odgovor in pa mogoče kaj lahko naredite, da svoje težave rešite. Danes, in ne samo danes, naredili bo eno tako mini serijo, tako da danes je prvi del, naslednji teden bo pol drugi del na temo vode in hidracijo. In sicer to je ena tema, ki je, kadarkoli začnete delati s komorkoli z glede naravnega zdravljenja, pa tudi danes zelo je popularno to, da vsi pravijo, morate piti veliko vode. In včasih to pride do tako res kar takih velikih količin, ki so kakšni ljudje, ki pijejo tam po 4+ litre vode na dan, z namenom hidracije, ne, da kao pije se več vode, zato da je človek bolj hidriran in pa stvari bolj tečejo v telesu. In da ne bo napake, piti vodo je itak pomembno, a ne, ampak mogoče pa to ni tista stvar, ki bo rešila vse naše težave, ne, in se je treba tule pogledati malo bolj celostno, kako v bistvu kaj pomeni piti dovolj vode, zakaj je piti vodo pomembno, kaj naredi v telesu in pa kako mi dejansko pridemo do neke optimalne hidracije. Tako da danes bomo midve naredili prvi del tega, bova pa, kakor sem jaz rekla, naslednji teden pride drugi del, pa mogoče še kakšen, če ne bova vsega pokrile. In tudi na to temo, če ste imeli kakšno vprašanje, jih napišite spodaj v komentar. Tako da, Neja, evo, jaz bi rekla, da vam midve začeti to precej obširno temo in mene zanima, kakšne imaš ti izkušnje s tem, kakšen je tvoj pogled na pitje vode, koliko je treba, a to res vodi do tiste optimalne hidracije? To je vidik na to. No, lepo pozdravljeni vsi najni gledalci, poslušalci. Zdaj smo začeli oddajati tudi na YouTubu, tako da nas lahko spremljate tudi tam. In tako kot je Alja rekla, da spodaj v komentar napišite svoje vprašanja, midve z celostnega vidika in z najnih večletnih izkušenj. Glejte, skupaj imava preko 40 let izkušenj z delom na sebi, z delom na drugih. Obe sva šli skozi ene zelo zahtevne avtoimune bolezni in so se pozdravljali, tako da imava kar nekaj izkušenj. Vzadnjo sem eni odgovorila, da učitelj, ki zna pisati, lahko nekoga nauči pisati. Učitelj, ki ne zna pisati, je težko, da nekoga nauči pisati, ker ne zna pisati. Isto je pa na področju zdravja. Nekdo, ki je šel skozi ene zahtevne svoje zdravstvene izkušnje in se je ozdravil, ta vam lahko pomaga. Tako da, glejte, lahko se obrnete na Aljo, lahko se obrnete na mene, danes pa tema voda. Ker voda je vir življenja, oziroma voda je življenje. Mi smo po vseh znanstvenih raziskavah sestavljeni tam približno 70% vode. Ampak, če pogledamo pa v količini molekul, ki jih je noter v telesu, je pa 99% vodnih molekul.
si morate misliti, kaj to naredi, kako pomembna je voda. Jaz sem glih v petek sem imela na seminarju Postani mojster zdravja temo o mehurju. Mehur je povezan z vodo in mehur, to energijski tok mehurja, ne mehur, seveda mehur v fizičnem smislu, ampak mehur tudi v čustvenem smislu, mehur v umskem smislu, se pravi psihičnem smislu, mehur v energijskem smislu, mehur v duhovnem smislu. Mehur, voda, mehur je tako kot zajetje vode in če ta ne dela, če zajetja vode ni, če voda, če vode ni, potem vlada suša. In samo pomislite, kaj je, recimo letos poleti je bila suša. Kaj se je dogajalo? Ogromen požar, preveč ognja in je vse pomoril. In mi moramo čisto v tem duhovnem smislu zelo biti ozaveščeni, kako vedno ustvarjati to ravnovesje. Mehur torej prinaša to moisture, je vlago v telo, da lahko komunikacija poteka. Mehur je zato velik komunikator, mediator, povezuje vse in to omogoča vse voda. In zdaj pa, če vi ne pijete dovolj, potem ta komunikacija v telesu ne bo delovala. In sploh, recimo, bom rekla tako, zadnjih 20 let jaz zelo opažam zelo velik porast raznih bolezni z glavo, demenca, Alzheimerjeva, Parkinsonova, epilepsije, megla v možganih, težko razmišljanje, avtizem, hiperaktivnost. To so vse bolezni, ki so povezane, ker možgani ne delajo dobro in ker noter voda sploh ne teče. Tako da je pa res, tako kot je Alja od začetka rekla, popiti vode, ne vem, 4, 5, ne vem koliko, 6 litrov, glejte, to je pa preveč. Zdaj si zamislite povodenj. Povodenj pa spet odnese vse. Mi moramo iskati vse te prispodobe, verjetno ste že slišali, tako zgoraj kot spodaj tako zgoraj. In to, kar je spodaj, recimo, če je povodenj, bo spet vse uničila. In preveč vode v telesu spet ni v redu. Tako da ena taka povprečje vode v telesu je na 10 kilogramov 0,3 litra. Se pravi, če nekdo tehta 60 kilogramov, je to 1,8 litra vode. Ampak potem me pa ljudje vprašajo, ja, pa se jaz popijem čaje, pa jaz popijem juho, pa popijem to, 30, ne vem, kaj vse popijem. To ni. Telo mora vse to, če vi juho pojeste, ali pa če popijete čaj, ali pa če, ne vem, sploh recimo razne sladke pijače, kot je recimo razne sokove, vse to mora telo predelati. In poraba ogromno energije, samo voda je takoj na razpolago. Zdaj pa, jaz pa v mojih priporočilih pa običajno poleg čiste tekočine, čiste vode, predlagam tudi izotonike, predlagam tudi razne čaje, ampak to pa pijete zraven, zato ker to je pa namenjeno zdravljenju. Ne vem, če ste vedeli, mi običajno vemo, da
voda ima 3 agregatna stanja. Eno je plinsko stanje, eno je tekoče stanje, eno je pa trdo stanje. Ampak v našem telesu pa ni noben od teh stanj, ampak je 4. stanje. To je, reče se, strukturirana voda. In šele ta strukturirana voda ima možnost prevajanja in čiščenja, zato ker se spremeni tako kot v ene agregate električne energije, ne električne energije, v električne prevodnike, da energija skozi telo sploh lahko teče. In če mi spet ne popijemo dovolj vode, ki ima minerale, pa ne moremo ustvariti te strukturirane vode v sebi. Voda ima namreč moč čiščenja. Jaz velikokrat rečem, mi pride recimo oseba k meni pa reče, ja, jaz popijem pol litra vode na dan, ne morem več. Če ne drugače, glejte, si treba, mi vsi imamo te telefone in na vseh telefonih je gor budilka. Naštimate si budilko in zraven flašo in vsakih 10 minut en požirek. To je disciplina. Ne morete reči, ja, ne morem popiti več vode, ampak je disciplina, ki se jo morate navaditi. Zato, ker možgani plavajo v vodi in če možgani nimajo dosti vode, pa se vse to začne, kar sem od začetka naštela, od Alzheimerjeve demence, se ukvarjajo s tem, kako bodo demenco pozdravili, zdravniki pa imajo ene tablete, pa ne vem kaj, vodo je treba piti. In v moji praksi, moji ordinaciji, jaz vidim, da večina ljudi, ki ima težavo z raznimi boleznimi, ima premalo vode, premalo mineralov v sebi. Ampak kao ne morajo to spraviti dol. To je disciplina. In voda ima možnost čiščenja. In jaz zmeraj rečem, a se potuširaš? A se vsak dan tuširaš? Ja, vsak dan se tuširam. Ja, ene dvakrat. Ja, zakaj se pa tuširaš? Ja, zato, ker smrdim, ne, ker se moram, če se očistim, ne, pa rečem, ja, če se zunaj tuširaš, zakaj se ti noter ne tuširaš? Voda, ko jo popijete, znotraj je tako kot tuš. In če vi ne pijete vode, voda ima sposobnost čiščenja. In recimo, poznam eno reko v Braziliji, jaz precej zahajam v Brazilijo, tam imam tudi svoj center zdravljenja. In ena posebna reka je, ki jo imam jaz izjemen rada. 3500 kilometrov preteče. In v tem teku vode, teče tudi skozi različne mesta in je onesnažena. Ampak voda se očisti. Voda ima moč čiščenja, prav te ta električna aktivnost vode znotraj ima možnost čiščenja. Mogoče boste šli kdaj z mano v Brazilijo prav v to reko plavati, zato ker jaz grem zelo rada, ko ta reka preteče na izliv, je popolnoma čista. Imenujejo jo tudi Zlata reka. No, in na ta način mi tudi z vodo lahko ozdravimo sebe. Več bom pa povedala potem še v drugem delu, se pravi naslednji teden. Zdaj pa predajam še besedo, ali bo ziher kaj pametnega povedala. Jaz bi 2 stvari v bistvu tukaj povedala, da mičkam. Ja, najprej bom povedala svojo izkušnjo s tem, zato ker se mi zdi, da je ena pomembna stvar za razumeti.
in pa bom majčkeno dala ajurvedski vidik na to. Jaz sem imela probleme par let nazaj, precej časa z zaprtostjo. Dnevno. Nič ni bilo boljše, nič ni šlo nazaj, nič. Pa sem pila več kot dovolj vode. 2-3 litre na dan. In tudi, ko sem šla takrat, sem rekla, ok, grem provat enkrat k doktorju, da vidimo, kaj bojo imeli za povedati. Kaj mi je povedal, itak, piti več vode, pa jesti več vlaknin. To ste po moje, pa sem rekla, hvala, doktor, googlati pa znam, pa sem se obrnila, pa sem šla. Ampak, tukaj je, tlele je treba razumeti eno stvar. Če pogledamo mi v ajurvedi, ko pride do nečesa, kot je recimo zaprtost, je to znak izsušenosti. Da je premalo tekočine v telesu. Ampak ajurveda, sej, če se, tako je Neja rekla, če nekdo popije pol litra vode na dan, zna biti, da izhaja problem od tukaj. Ampak to se zda zelo hitro videti. Pa če boste vi par dni zapored pili dovolj vode, bo problem se začel počasi reševati, ali pa hitro. Če pa se zgodi, da vi pijete 2-3 litre vode na dan, pa imate še zmeraj probleme z boleznimi izsušenosti, ker je zaprtost ena stvar, suha koža ena stvar in vse to, pa ni problem piti dovolj vode. Pa je pa problem treba pogledati, zakaj se voda ne absorbira. In ajurveda tudi uči tukaj, recimo, če ima nekdo težave z izsušenostjo, oni povejo, da je treba dodajati več maščob, več hrane, ki v bistvu je visoko hranilna. Tlej, ni toliko simpel, zato ker odvisno od tega, koliko je močen prebaven ogenj, se včasih tudi ne da dati neke težke hrane, ampak bi recimo priporočali kakšne kostne juhe, kakšno piščančje juho in podobne stvari, zaradi tega, ker vsebujejo hranila in minerale, ki pomagajo pri absorpciji. In mi moramo tudi razumeti, da recimo, ko pride do nečesa takega kakor zaprtosti, stvari, ki mehčajo naše blato, niso molekule vode, ja, je tudi voda tam zraven, ampak so minerali. Je kalij, je magnezij in ko tega ni dovolj, ko to ni dovolj balansirano, nič ne pomaga, če vi pijete več in več vode, ker bo šlo sam skozi. In pa je tista varianta, ki lulate vsakih 15 minut, pa kar lulate v nečista voda. Tudi, če ne bi popili, Tako da, tle je treba biti mičken tudi pameten zvore, če imate vi neke težave, ki so jasno izsušenost, tako kot sem rekla, teh je bolezni veliko, tudi bolezni živčnega sistema sodijo v to zelo velikrat, kar je Neja rekla. Ampak, če vi popijete veliko vode, pa so tle še zmeraj te problemi pomeni, da ali voda ne prihaja v redu noter v telo, se pravi, se ne absorbira, kar ponavadi pomeni, da primanjkuje mineralov, in tle kakšni izotoniki so zelo fajn. To, če vas zanima, lahko enkrat malo več prav na to temo poveva, pa mislim, da so eno že od prejšnjih omenile, kaj tudi recepte za izotonike. To je ena stvar, druga stvar je pa pol tudi to, kar je Neja omenila, da voda v našem telesu v bistvu se obnaša kakor tekoči kristal. In da je tukaj tle so pa naboji pomembni. Ta voda obstaja v drugačnem molekularnem stanju, kakor če imate vi distilirano vodo. Imate recimo tudi v drugih, če pijete sokove ali pa če imate neke rastline in podobne stvari, imajo tudi strukturirano vodo. Vsa živa bitja jo imajo, ne samo ljudje. Ampak mi moramo priti do tega, da se ta voda v bistvu pravilno strukturira. Zato, ker zelo veliko našega telesa deluje, če temu mi tako rečemo, na električen naboj. Kaj to pomeni? Vsi ste se verjetno tudi v osnovni šoli učili, v osnovi kemije, da ko date skupaj recimo 2 iona, da se izmenjujejo elektrone med sabo. In da tako dobimo mi določene molekule, ki nastajajo in določene stanje. Se pravi, sol, imamo natrij, pa imamo klorid, imamo 2 iona, ki prijeta skupaj. Natrij, klorid, dobite sol, ne obstajata posebej. V našem telesu, tudi voda, ki je, niso samo molekule vode, ampak je tako, kot ena župa vseh teh različnih mineralov, ionov. In recimo, če vam dam jaz primer, zakaj je to tako pomembno? Če pogledate vi, jaz sem študirala, oziroma zdaj končujem doktorat iz nevroznanosti, tako da imam za sabo precej let študija tega, tako da vam bom dala primer živčne celice, nevrona. Ne vem, če se je kdo od vas učil, eni mogoče to veste, drugi ne. Celice imajo čez, se pravi, obdajajo jih membrane, lipidni dvosloji,
ampak čez ta lipidni dosvoj obstaja izven pa znotraj celice naboj. Se pravi, ta navoj v nevronih je na notranji strani celice približno -60 milivoltov. In kadar pridejo neki dražljaji, kar se v bistvu zgodi, je to, da se zamenja naboj čez celično membrano, da zraste napetost znotraj iz -60 na približno +40 in to omogoči, da celica v bistvu pošlje signal naprej. Se pravi, to pa se zgodi skozi minerale, skozi ione natrija, kalija, magnezij igra to vlogo in pa kalcija. Se pravi, če ti naboji niso v redu porihtani po telesu, znotraj zunaj celic, pravilne koncentracije mineralov, gradienti, in pa seveda to se potem dogaja, tudi če pogledamo, kako se celična energija formira, imamo mi tri stadije tega, zadnja je elektronska veriga v mitohondrijih, in tukaj se reče elektronska transportna veriga, zato ker se izmenjujejo elektroni, ki skačejo. In tam je točno to pomembno, da je voda pravilno strukturirana okoli tega, da vse te molekule so pravilna distanca, razmak ena od druge, da lahko te elektroni v redu skačejo. To ima pa strukturirana voda zraven ogromno vlogo. Ampak tukaj je pomembno razumeti pa to, in to greva lahko potem naprej še mičkeno bolj v naslednjič. Strukturira se vodo ne samo skozi pitje. Voda se strukturira skozi svetlobo, se pravi, smo mi izpostavljeni svetlobi v pravilnem času, pravilnim valovnim dolžinam. Elektronike jih dobimo iz okolja, se pravi, to je zelo popularna vaja grounding. Če vi bosi hodite od zunaj, prevajate elektrone iz zemlje. Tudi če primete neko drevo, neko rastlino, ki ima korenine v zemlji, dobite prevodnost elektronov, ki začnejo strukturirati vodo v vašem telesu. Infrardeča svetloba strukturira vodo, izpostavitev hladnim temperaturam, se pravi, ko so zelo popularni ti cold plunges, to ste verjetno že vsi slišali, mrzli tuši, biti v mrzli vodi, to poveča oddajanje infrardeče svetlobe znotraj mitohondrijev in celice, strukturira vodo znotraj, kar omogoča celično hidracijo. Zaradi tega lahko te mrzle tuše in podobne stvari zelo veliko nekih zdravstvenih težav začnejo reševati, je pa to en izmed zelo močnih sistemov, ki tudi zmanjša vnetje. Pa seveda tudi prehrana, ki jo jemo, in pa gibanje. In vse te stvari vplivajo dejansko na to, kako se voda strukturira v telesu, kako limfa teče in ali dejansko vse te tekočine in komunikacija teče po celem telesu brez nekih zastojev. Zato, ker če so tam neki zastoji, lahko izpijete 10 litrov vode na dan, pa voda do tja ne opršla, ali pa se ne bo absorbirala noter. Tako da hidracija je izjemno pomembna. Kakor je Neja rekla, če hidracije nekje ni, bojo stvari začele iti ven iz ravnovesja, ampak hidracija je, seveda pitje dovolj vode je pomembno, ni pa to edini faktor in je v bistvu ogromno drugih faktorjev, ki jih je treba še vzeti v zakup, da lahko to zoptimiziramo v našem telesu. Odlično, hvala, Alja. Že več ljudi rekli, kako krasno se dopolnjujeva in res mi tudi meni, Alja, tvoj prispevek zmeraj všeč. Se spomniš stvari pa svojih izkušenj, odlično, hvala za tvoj prispevek. Ker take stvari so potem veliko bolj jasne, zakaj so ti minerali toliko pomembni. Ker tako, kot si rekla, tudi v moji ordinaciji veliko me sprašujejo, ja, popijem dosti vode, pa ne morem iti kakati in dejansko preveč je ognja in je treba spraviti več vode prav do živcev, ki bodo sprostili. Ampak to je zdaj že tema najinega drugega dela, tako da drug teden sem si jaz že majčkeno napisala, bodo čustva, absorpcija vode, prav ta kopanje v mrzli vodi. Alja bo sigurno imela še kaj
finga za povedati. Spodaj še enkrat napišite komentarje, tudi na YouTubeu lahko napišete komentarje, zdaj bomo vse spremljali in bomo odgovarjali na vaše vprašanja, prej ali slej bo prišlo na vrsto. Tako da najlepša hvala za vašo prisotnost, za vse vaše komentarje, za vaše lajke, za šeranja, zato ker, glejte, to je znanje, ki ga je treba deliti, zato ker danes je celotno človeštvo hudo potrebno sinhronizacije z naravnimi ritmi. Kemija in farmacija vas ne boste rešila, narava pa pomaga. Tako da midve v najinih livih poskušava čim bolj pomagati z tega vidika, da se obrnete na svojo naravo, začnete poslušati sebe, svoje notranje vodstvo in prisluhnete ljudem, ki so šli svojo lastno izkušnjo skozi in znajo voditi skozi pragozd, da boste prišli do svojih lastnih zakladov. Hoditi morate pa itak sami, tako da tle pa ni druge. Nekdo vam lahko pove, kako boste korake delali, pa kje boste šli, hoditi morate pa sami. Sva pa tukaj obe za vas, tako da lahko naju kontaktirate. In Alja uči 10 navad, ki vam popolnoma lahko spremenijo življenje. In jaz tele pomagam, da resnično pogledamo, kaj se dogaja pod kožo, učim razne energijske tehnike, spodbujanje toka limfe. Recimo zdajle bo prišel ven spet nov vpis v novi letnik, postani mojster zdravja, raven pa poteka seminar Pomlajena, prebujena, ponosna nase, kjer pa učim veliko tehnik prav za limfo, se pravi za vodo. Tako da sva vam na razpolago. Lepo se imejte in do naslednjič, lep pozdrav. Čau, lep teden.